Na vrsti je predstavitev posterjev. Mogoče lahko v vmesnem času, kar prosim avtorje posterjev, ki jih boste predstavili, da pridete v prvo vrsto. Evo. Bo še videl tam. Se bom tudi predstavila. Letos smo se odločili, da bomo imeli tudi poster sekcijo, tako da zdaj bomo imeli kratko predstavitev 8 oziroma 7 posterjev, ki že visijo, oziroma eni so že od včeraj, eni so od danes v avli, tako da si jih boste lahko zdaj po predstavitvi v odmoru tudi pogledali, prebrali in tudi malo poklepetali z avtorji, jih kaj vprašali. Predstavitev posterjev smo si zamislili tako, da bodo avtorji tako zelo na kratko, v 2 minutah predstavili tisto glavno temo svojega posterja, in naredili neko, bom rekla, reklamo, zato da si tudi pridete poster pogledati, pa da jih še kaj vprašate. Se pravi, zdaj bi pa rada povabila avtorje, ena po ena, k mikrofonu, da naredijo en tak trailer za svoj poster. Najprej bi povabila k mikrofonu gospo Bedjanič, ki nam bo predstavila, kako doživeti naravo Karavanke Unesco globalnega geoparka. Hvala, lepo pozdravljeni. Karavanke Unesco globalni geopark je čezmejni geopark med Slovenijo in Avstrijo. Leži na območju 5 slovenskih koroških občin in pa 9 avstrijskih občin. Zdaj, eden izmed ciljev globalnega Unesco geoparka je tudi, da s pomočjo sredstev in metod interpretacije predstavimo pomen varovanja geo- in biodiverzitete območja in pa potem s pomočjo teh sredstev tudi razvijamo naravi prijazen in pa tudi nam obiskovalcem prijazen turizem. Avtorji prispevka smo v prispevku Doživeti naravo Karavanka Unesco globalnega geoparka se osredotočili na predstavitev daljinske geopohodne poti, ki je dolga 256 kilometrov in je razdeljena na 13 etap. Zdaj, na teh posameznih etapah so predstavljene posebnosti poti, to se pravi od naravne dediščine s poudarkom seveda na geoloških posebnostih, potem vsa ostala narava in pa tudi kulturna dediščina. Izdanih je bilo 5 tematskih zemljevidov, potem tudi vodnik po tej geoobhodnici in pa potem tudi za najmlajše obiskovalce za njih pripravljen vodnik Geovandrovček. V sklopu priprave te geoobhodnice so bili tudi izobraženi vodniki, interpretatorji, v nadaljevanju pa bomo potem tudi z analizo nosilne zmogljivosti predvsem pripravili tudi programe, ki bodo vzdržni, to se pravi, ki bodo še bolj usmerjali obiskovalce na območja, kjer si jih mi želimo. V drugem delu posterja pa predstavljamo tudi eno novejšo pot, ki je nastala v območju Karavanke geoparka, to pa je Bobrčkova vodna učna pot. Na tej poti pa nam zraven naših junakov geoparka, to sta Franc in Marica, ki sta vsak iz svoje strani geoparka, tukaj ima pa na pomoč pri predstavljanju te poti seveda nastopi oziroma pristopi Bober. Na točki spoznamo 6 različnih tematik, je pa zanimivo, da je ta zgodba oziroma ta pot v geoparku nastala v sodelovanju z lokalno osnovno šolo, to se pravi, ideja vzpostavitvi poti je prišla iz osnovne šole, potem pa smo skupaj osnovali to učno pot. Zdaj to na tem plakatu oziroma na današnjem dogodku predstavljamo samo en droben delček oziroma to, kar smo zdaj čisto na novo počeli, zdaj
rekli so, da naj povabim k postru, seveda vas lepo vabim, da pridete k postru, še bolj lepo pa vas vabim, da pridete v naš geopark Karavanke in zraven tega, kar sem vam danes predstavila, spoznate tudi vse ostale stvari, ki vam jih geopark ponuja. Hvala. Hvala, gospa Bedjanič. Zdaj pa vabim kot naslednjo govorko gospo Senegačnik, ki nam bo predstavila interpretacijo narave ob vstopu v regijski park Pohorje, infocentra, Trije kralji in Rogla. Hvala. Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu, v imenu ekipe predstavnikov Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, projektnih partnerjev občin Zreče in Slovenska Bistrica ter kolega Marka Slapnika kot sodelavca. Pred obdobjem se je zaključil projekt Pohorka na območju torej vzhodne Slovenije, ki je skozi svoje naloge želel pravzaprav doseči zavedanje in ohranjenost te izjemne, ohranjene in neprecenljive narave Pohorja. Ene izmed zadnjih bolj opaznih dosežkov so pravzaprav izpostavljene v današnji predstavitvi in to sta dva nova infocentra, nastala na območju Rogle in Svetih treh kraljev na Pohorju. Ta dva infocentra smo postavili z namenom, da se skozi njiju, torej skozi njuno opremo, predstavi izjemno naravo Pohorja, torej občutljiv, ranljiv svet zaščitenih živalskih, rastlinskih vrst ter prezrtih dragocenih življenjskih okolij, s poudarkom torej na gozdovih kot območju, ki pravzaprav definira Pohorje, mokriščih, barjih, potokih in seveda tudi planjah, ki so jih Pohorci skozi stoletja iztrgali iz teh gozdov, zato da lahko sedaj na njih živijo in prebivajo. Infocenter na Treh kraljih je zasnovan kot notranji, predvsem je predstavljena izrazita in izjemna dediščina, ki pravzaprav definira ta prostor s poudarkom na geologiji. Kot vemo, se tukaj nahajajo najstarejše kamnine v Sloveniji, stare tudi do 500 milijonov let in ki so osnova in so pravzaprav podlaga za izjemno in ohranjeno naravo, torej za vse, kar definira ta vzhodni del Pohorja. Medtem ko pa je infocenter na Rogli zunanji in je namenjen doživljanju narave, osveščanju, spoznavanju tudi za tiste skupine, ki so šibkejše, ki so mogoče ranljive in ki so torej za njih so potrebni posebni pristopi. Tako da so namenjene vsebine tudi za to populacijo. Centri so nastali predvsem z zavedanjem, da nagovarjamo širšo publiko, družine, šole, vrtce in tudi posameznike z namenom, da jim predstavimo naravo na zanimiv, interpretativen način, torej skozi zanimive ilustracije, skozi fotografije, skozi živo interpretacijo izobraženih vodnikov v okviru Interpret Europe in pravzaprav na neki način samo, tako kot je že profesor Anko izpostavljal, le tisto, kar dejansko občutimo, doživimo, zaznamo kot neko vrednoto, nam pomeni osnovo tudi za dolgoročno varovanje in ohranjanje. Verjamemo, da je predvsem naravovarstvo in seveda v sklopu tega tudi gozdarstvo v tej svoji pojavni obliki človekoslovje. To pomeni, da so strokovne vsebine podlaga za to, da pravzaprav jih znamo na zanimiv, interpretativen način prenesti ljudem in s tem vzgojiti širšo skupnost, javnost, naše zanamce, da bojo znali spoštovati in ohranjati naravo, in verjamemo, da skozi tako opremljene centre in skozi izobražene interpretatorje, ki bojo znali podajati vsebine, lahko dosežemo ta skupen cilj. Zato vas vabimo, da se nam pridružite pri našem posterju, kjer vam lahko povemo tudi kaj več. Hvala. Hvala lepa. Zdaj nam pa gospodična Hautmann predstavlja razvrščanje in GIS podporo tematskih poti kot podlago za izboljšanje teh poti. Pozdravljeni.
Sem Barbara in sem študentka geografije. V svojem delu, zaključnem delu, se pravi v diplomski, sem se pa osredotočila na tematske poti. Same tematske poti, ki sem jih proučila, so bile pravzaprav predlagane s strani Razvojnega centra Srca Slovenije, s katerimi sem sodelovala ves čas v poteku same raziskave. In te tematske poti so bile osnovane s projekti LIDER, se pravi financirane in tudi spodbudene so bile s strani Evropske unije po pristopu od spodaj navzgor. Se pravi, same analize sem se lotila tako, da sem šla na teren, pač proučila same poti, fotografirala, veliko opazovala in tudi kontaktirala kar precej različnih ponudnikov na sami poti. Kar bi rada predstavila v samem posterju, je pa pravzaprav nek tak stranski produkt same raziskave, in sicer ob tem beleženju in obhodu tematskih poti sem oblikovala takšno recimo spletno mobilno aplikacijo. In ko sem pač opazovala tematske poti, se je izkazal nek vzorec oziroma oblikovali so se nekakšni tipi tematskih poti po samem poteku. Uporabno je pa pravzaprav to zato, ker različne tematske poti po samem poteku povzročajo tudi različno obnašanje obiskovalcev in s tem tudi je pač potrebno dobro ozaveščanje samih ponudnikov in snovalcev, vzdrževalcev tematskih poti, da z njimi boljše upravljajo. In tako je dejansko ta aplikacija uporabna predvsem za lokalno oziroma Razvojni center Srca Slovenije, ki je pač na tem območju, za ta turistična društva in tudi občine, pa tudi posameznike, ki so del upravljanja teh tematskih poti. Morebitna nadgradnja te aplikacije je pa pravzaprav to, da bi povezala vse tematske poti, ki so na tem območju, tudi znamenitosti in tudi ostalo ponudbo, kar še izboljša samo to doživetje obiskovalca Srca Slovenije in dejansko uživa v naravi. Tako da vabljeni k ogledu. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa vabim gospo Račevski, ki nam bo predstavila poučne ter zabavne vsebine za mlajše obiskovalce Arboretuma Volčji Potok. Hvala. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. V Arboretumu se želimo približati našim obiskovalcem na različne načine. Pripravili smo dve vsebini za mlajše obiskovalce oziroma za družine z otroki. Predvsem pa smo želeli, da si lahko obiskovalci samostojno ogledajo park s pomočjo dveh vsebin in pa da vnesemo v park čim manj tabel. En način je digitalni, drugi pa analogni. Pripravili smo aplikacijo, ki se imenuje Zakladi Arboretuma. S pomočjo te aplikacije lahko obiskovalci spoznajo bogato kulturno in naravno dediščino Arboretuma s pomočjo likov družine Sovan. In skratka, to je eden od načinov, kako lahko spoznajo park. Drug je pa analogen, torej knjižica, kjer smo predstavili 50 posebnih dreves iz naše bogate zbirke. Ob 50 drevesih smo postavili stebričke z drgnenkami in potem s pomočjo tele knjižice si obiskovalci lahko preberejo nekaj več o teh drevesih ter zbirajo drgnenke ter si tudi prislužijo zanimivo nagrado. V preddverju ob plakatu je tudi eden od teh stebričkov z drgnjenkov, imam nekaj telih knjižic, vabljenih, da sprobate, kako to funkcionira. Torej, na dva različna načina smo se želeli približati našim obiskovalcem ter jih poučiti o naši bogati naravni in kulturni dediščini. Hvala. Hvala lepa. Zdaj sta pa na vrsti dve študentki, najprej Mihaela Drofenik, ki nam bo predstavila poster z naslovom Zaznava gozda s strani prebivalcev različnih regij Slovenije. Hvala. Torej, jaz sem študentka gozdarstva in v sklopu diplomske naloge
sem za te gozdarske študijske dneve izdelala tudi en poster. Naš osrednji namen raziskave je bil predvsem ugotoviti in raziskati, kako prebivalci iz različnih statističnih regij Slovenije dojemajo gozd v njihovem okolju. Zanimalo nas je, kaj jim pomeni, kakšen pomen ima v njihovem življenju, v njihovem okolju, kjer živijo. Zaznava gozda je zelo pomembna, saj je od tega odvisno, glede na to, kako prebivalci nekega območja zaznavajo gozd, na to vpliva tudi potem lokalna politika in pa tudi, kako bi se s tem gozdom v prihodnje gospodarilo. Tako da ja, vabljeni k posterju, da si ga ogledate. Vsi ostali rezultati in postopki dela so tudi tam napisani in prikazani. Hvala. Zdaj je pa na vrsti Ana Pšeničnik, ki nam bo predstavila risovo gozdno učno pot. Hvala in lep pozdrav tudi z moje strani. Prihajam iz oddelka za biologijo, kjer smo v preteklih letih bili tudi partner na projektu Lifelinks, ki se je zaključil letos aprila. In v sklopu tega projekta je bila tudi izvedena in izpeljana ta aktivnost, torej vzpostavitev risove gozdne učne poti. Verjetno ste za projekt Lifelinks že slišali, zaključil se je torej v letošnjem letu. Njegov glavni cilj pa je dolgoročna ohranitev evrazijskega risa v Dinaridih in jugovzhodnih Alpah. Namreč evrazijski ris in populacija, ki je na tem območju, je v preteklosti bila že izstreljena, ponovno naseljena, sedaj pa je pretilo izumrtje zaradi parjenja v sorodstvo. In včasih naravovarstvo povezujemo le z ukrepi, ki so mogoče povezani z kakimi sistemskimi spremembami, stikom z naravo, ampak zelo pomembno pri ohranjanju vrst in varovanju narave je tudi sprejemanje splošne javnosti in podpora takšnim naravovarstvenim ukrepom. In preko učnih poti različnih tematik lahko v naravovarstvu tudi širimo in spodbujamo mogoče pozitivna stališča in razvoj teh pri splošni javnosti in hkrati podporo takšnim ukrepom. Pri vzpostavitvi učne poti, kot je bilo že danes večkrat povedano, je zelo pomembno sodelovanje z lokalnimi organizacijami. Pri učni poti v risu smo hvaležni vsem organizacijam, ki so sodelovale, Slovenskim državnim gozdom, ki so pot gozd tudi čistili, pot obnovili, potem Planinski zvezi, ki je potem markirala pot, ki je označena za tako risovo glavo, Zavodu za gozdove, s katerim smo in skupaj z Zavodom za varstvo narave snovali koncept, ter tudi Zavodu Kočevsko, ki je kasneje dobilo tudi pot v upravljanje. Kar je, torej, lokalne organizacije so zelo pomembne za potem dolgoročno vzdrževanje. Ideja o poti pa seveda vsebuje zgodbo, ki jo pripoveduje risinja Mala. To je risinja, ki je potomka prvega doseljenega risa Guruja in torej tudi dokaz, da ostali ukrepi v projektu potrjujejo te naše aktivnosti in dolgoročno ohranitev. Upamo, da bo ta pot tudi podpirala te komunikacijske strategije in da bomo lahko ozaveščali splošno javnost tudi o pomenu ohranjanja in varovanja tako različnih karizmatičnih vrst, kot je ris, kot tudi narave same. Tako da vabljeni k posterju, tam lahko tudi kakšne druge dodatne informacije še povem in prikažem gradiva, ki smo jih tudi snovali kot podporno gradivo pri učni poti. Hvala. In na koncu, in pravijo, da na koncu pride najboljše, vabim še gospoda Lesnika, da nam predstavi analiza predlogov za razvoj gozdnih učnih poti. Strnjena slika. Leto 1286, 11 sklepov. Ta slika nekako kaže tudi pot skozi razvoj gozdnih učnih poti.
preko posvetovanj. Prvo posvetovanje 1986 je bilo 12 let po nastanku prvih gozdnih učnih poti. 12-letni razvoj. In v tem času je nastalo nekaj čez 30, mislim 37 ali 38 gozdnih učnih poti, podatek ni natančen, samo približen. In za obdobje po tem posvetovanju je značilen skokovito naraščanje števila gozdnih učnih poti. In s tem tudi ena značilnost, ki se je vlekla prav v današnji čas. Tako kot so nastajale hitro in z navdušenjem, so pogosto tudi zamrle, ker ni bilo odgovornih oseb in odgovornosti za vzdrževanje jasno postavljenih. To se je skozi te posvete tudi od leta 86 naprej postavljalo, vedno bolj v ospredje poudarjalo. Teh posvetov je bilo potem po letu 86 še več. Leta 95 je bil v Škofji Loki, leta 2006 v Državnem svetu in potem je bil Reichenburg, potem Jeleno Studenec, bila je tudi Gornja Radgona. Vsi ti posveti in zaključki, pomembni so zaključki, tudi zaključki današnjega posveta bodo pomembni, ker povedo, kaj pravzaprav moramo narediti, kaj bomo naredili po tem posvetu. Ali bo ostalo samo pri besedah, ali bodo določene osebe, določene zadeve, ki bodo realizirane na podlagi teh zaključkov. To je pomembno. Naprimer, iz sklepov posveta leta 86 in objavljenih v zborniku leta 87 je bil naprimer tale pod številko 10. Vsi gozdarji, ki se ukvarjajo z gozdnimi učnimi poti, naj se srečajo enkrat na leto, rekli bi lahko tudi tematskimi, ne samo gozdnimi, da si poglobijo znanje in izmenjajo izkušnje. To se je potem realiziralo. In sicer v sodelovanju s Turistično zvezo Slovenije se je v letih potem, v letih po letu 2000, po letu 1995 že redno srečanje vseh, ki so vodili in se ukvarjali z gozdnimi učnimi potmi, dogajalo tako rekoč skoraj vsako leto, mogoče kdaj tudi ni bilo. In ta sklep je aktualen še danes in zelo priporočljiv. Tako, hvala lepa. Hvala.